Kako se odvija delovanje medsektorske skupine, kakšni so izsledki, kakšna bodo njena priporočila? Medsektorska delovna skupina deluje v okviru dveh strok, in sicer strokovnjaki s področja tehnično-tehnoloških in pa zdravstvenih strok. Sama sem predstavnica zdravstvene stroke, ki je v zadnjem letu proučila poročilo tehnično-tehnološke stroke, opozorila tudi na številne vrzeli, ki na tem področju nastajajo. Konkretneje tu mislim vhodne podatke, ki jih potrebujemo za oceno izpostavljenosti. Da sem še malo bolj eksplicitna, ko proučujemo vpliv okoljskih dejavnikov tveganja na zdravje, je pomembno, da imamo razpoložljive in tudi kakovostne podatke. To na eni strani pomeni izmerjene podatke, iz katerih potem tudi ocenimo, kakšna je tako imenovana kumulativna doza, se pravi koncentracija snovi ali mešanice snovi in pa čas izpostavljenosti. Zelo pomembno pa je, kadar ocenjujemo škodljive učinke na zdravje, da tudi poznamo tako imenovane konične ravni, te pike najvišje vrednosti in koliko časa njim je okoliško prebivalstvo tudi izpostavljeno. Kadar pa nimamo na razpolago oziroma dopolnimo podatke izmerjene, se opiramo na ocenjene vrednosti, ki pa morajo temeljiti na strokovni podlagi. Na drugi strani pa potrebujemo za to dobre vhodne podatke s strani onesnaževalcev, v tem primeru je pač to tovarna, koliko časa obratuje, kdaj so izpadi, zakaj so izpadi, kakšna je količina in sestava odpadkov, kakšna je njihova tehnologija. Moramo pa tudi malo širše pogledati, se pravi meteorološke značilnosti območja, geografske značilnosti območja, nenazadnje pa tudi družbene determinante na tem področju. Če zaključim, smo strokovnjaki, ki delujemo v okviru zdravstvene skupine, zaključili, da na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov ne moremo podati ocene, ker bi bila to strokovna napaka. Bi pa za zaključek rekla, da je zelo pomembno, da strokovnjaki s področja okolja in zdravja delujemo skupaj. Ne glede na vaš rezime, bi se vendarle navezala na vprašanje, ki sem ga imela predvidenega, in sicer kako kakovostni in verodostojni so podatki, ki jih dobivate. Seveda je to zajeto že v odgovoru, ki ste ga dali, pa vendarle mogoče. Tako kot sem pojasnila, bi potrebovali za oceno natančno in z dokazi podprto oceno učinkov na zdravje bolj natančne podatke. To pomeni, da ne izhajamo iz 24-urnih povprečij, ampak potrebujemo, kot v strokovnem izrazu rečemo, fino časovno in prostorsko ločljivost. To pomeni, da so polurni podatki na razpolago, potem pa glede na znanstveno literaturo pripravimo ustrezne kazalnike za oceno izpostavljenosti. Da res ocenimo, kakšna je izpostavljenost. Ker pri 24-urnih vrednostih se te piki tudi na nek način izbrišajo. Zagotovo to pomeni, da bo pri nas tovrstno ureditev in sledenje tovrstnim podatkom treba temeljito prevetriti in izboljšati, kaj ne? Zagotovo in tudi najti ustrezno zakonsko podlago.